Tina, ki me je klicala, je rekla, da boš pa tako, zgodbe, ki bi lahko postale film, ne? Ampak zdaj jih vrnemo pa nazaj na to najbolj primitivno obliko podajanja zgodb, se pravi pripovedovanje, ne? Se pravi nobenih posebnih efektov, nobenih snemalnih dni na morju, nobenih hudih montaž, nobenih asferičnih objektivov, nobenih voženj, kranov, nič, sam 5 zgodb, ki so pa ful različne in ful zanimive in ki se jih bom jaz zdaj trudil, sploh, ker vem, da so avtori in avtorice tle, jih čim manj pokvariti. Vseeno vas pa moram opozoriti, da pač, ko ste dali zgodbe ven, ste jih dali v splošno rabo in pri marsikateri bom kaj spustil, kaj drugega se mi zdelo mogoče bolj pomembno kot vam in tako naprej, ampak vseeno, skratka, eksperimentalno je to vse skupaj, to Tina skozi govori, to je eksperiment, ne se sekirati, to je eksperimentalno, to mi zdaj prvič delamo, to bomo samo probali, če tako gre, okej. Tako da, nimam nekega zasilnega izhoda ven, mogel bom poljet tle ven skupaj z avtoricami in avtorji, tako da upam, da bomo ostali prijatelji. To je tak nek disclaimer. Drugače sem, jaz ponovadi pripovedujem pravljice, ne, ker so avtorji pač že mrtvi ali pa jih sploh itak ni znanih in tako. Pa nekako so že dale test časa skozi, tokrat pa so avtorice tle žive in zgodbe so zelo raznolike in jih je kar kakšne malo mogoče challenging tudi povedati. Začnemo pa s to, ker sem se zataknil že pri naslovu, sem začel brati in potem sem rekel ženi, čakaj, veš, kaj je ta zgodba, je to partija? Ker sta noter dva lika, ki sta v bistvu oba dva v sodstvu delata in sta mogoče malo povezana, ne, kao stara partica, ali je to partija, ne, kao partija, da oni zdaj nek game igrajo ali neki, ki se peljejo v avto in to. In pa žena moja to prebere in takoj s svojim tem ženskim čutom rekla, ne, ona je dobra partija, ne, skratka ta punca in Alja, ki je en od likov v tej zgodbi, ki ne nastopa, ampak se okoli nje po moje malo vse skupaj vrti, je v bistvu dobra partija, vsaj tako je bilo interpretiran. Ana Svetelj bo pa pol lahko povedala, ali je to res ali ni. Skratka, prvo zgodbo je napisala Ana Svetelj, ki deluje kot raziskovalka na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Meni je zelo všeč, da tam pripravlja doktorat s temo s področja družbeno-kulturnih razsežnosti vremena, svetlobe in teme na Islandiji. Bi šel na kakšen raziskovalen eksperiment, polleten mogoče z njo. Leta 2015 je izdala pesniško zbirko Lepo in prav pri Lud literature, ki je bila nominirana za najboljši prvenec. Njena druga knjiga, kratkoprozna zbirka Dobra družba, je bila nominirana za literarno nagrado Novo mesto. Obe deli sta bili razprodani in ponatisnjeni. Lahko po moje kar zaploskamo, to je po moje kar fajn. Leta 2020 pa so izbor zgodb iz Dobre družbe v obliki cikla kratkih radijskih iger Prevozi premierno predvajali na Radiu Slovenija. Okay. Zdaj pa tle, torej zgodba partija. Tle so zdaj liki, ki nastopajo v tej zgodbi. Prvi je Miha. Miha je en gospod, pravnik, ki se približuje penziji, kar se izraža predvsem v tem, da zelo resno se loti vrtnarstva na svojem vikendu, dela že zelo hude plane, kako bo hodil gledati razstave, kako bo hodil v mestno gledališče gledati malo dobre predstavce in tako naprej, za kar zdaj kao nima časa, živi na Betovnovi, v ful lepem fletu, ne, ki pa so mu ga nekako po nekem, ne, ker ni dosti hitro dvignil roke, bo zdaj ta flet obviously po odločitvi njegove žene kar predan naprej sinu njegovmu, ne, in njegovi punci. Ta sin njegov je drugi lik, sinu je ime Žak, pa ne kot Jacques, ampak kar Žak kot Žak in je pač tako, ne, recimo, jaz mislim, da je malo bi lahko rekel, da je luzerček, ne, po teh nekih splošnih družbenih kriterijih, ne, ni končal nobenega faksa, začel je nekaj na FRI-ju, probaval še neke druge zadeve, pol kot mi vsi, ki nismo končali faksov, v bistvu se zdaj opremo z nekimi izgovori, da te faksi tam je itak sam teorija in da nimajo veze, da je preveč akademsko in da ti nič ne pomaga v real lifeu in da, skratka, on je nek tak street smart hoče biti, ne, ampak ta antagonizem med njima je seveda v tem, da sta skozi ta mal nadrka na drugega. Miha tu se zdi, da je Žak pač ne zabluzu, skratka, da je več v betu, da bi več od njega moral dobiti. Žak mogoče tudi to ve, pa mu gre pač Miha na živce, ker je pač ne, skozi ga tako mal boomersko, ne, mal ga že kar kaj hoče proti bokalcem, se mi zdi usmerjati, ne, stari. Pa je zdaj ti kaj.
In one dva se zdaj odpravita nekega nedeljskega večera iz te vikendice, ker je zdaj v sta vrti lepo popedena, in one dva se zdaj peljeta z avtom v Ljubljano. Spotoma pa pobereta še prek prevozov, ne, pač nekoga, ki prisede na avtobusni postaji, nekega tipa, njegovega imena niti ne zvemo. Zvemo pa, da je ta tip, sopotnik, bil, da je hodil na isto gimnazijo, kakor Žak, ne, na Šubo, mislim, da je to bila Šuba, da se boste mogoče lažje predstavljali, kakšni liki hodijo na Šubo, Jonas Žnidaršič pa taki. In skratka na Šubo, in da je ta Žak malo 2 leti starejši, pa da je bila sestra od tega sopotnika zaljubljena malo v Žaka, ampak Žak je pa itak ne skozi ves ta čas, že v srednji šoli in še zdaj naprej bil z Aljo. Alja je pa zdaj ta punca, ne? Alja je pa zdaj ta punca, ki jo je moja žena proglasila za partijo. Žakova punca, tako rekoč bodoča snaha Mihatova. Alja je pa, mislim, ona je vse, kar si po moje lahko zaželimo, ne? Ona v bistvu študira pravo, ampak ga študira že na nivoju, da bo zdaj naredila doktorat, da ima že 2 job offerja iz tujine, skratka se za njo opuljo, zelo perspektivna punca, zelo kmalu bo začela cepati po moje resne pravniške postavke in ure. In celo nek Mihatov prijatelj, Bogdan, ne, Bogdan Lipovec je pa nek njegov star friend, zato sem tam jaz mislil, da je to mogoče neka partija, ki je pa, ne, on je nek tak ekvivalent, ajde rečemo, kakšnega Senice ali pa Čeferina, skratka ta nek, vsi hočejo delati pri njemu, on v bistvu samo skenslava, ne, pa jemlje samo te, ki so res najboljši, tokrat pa obrne ploščo in celo on kliče Mihata, dajmo zdaj s to Aljo nekaj zrihtati, ne, dajmo s to Aljo, ne, kako bi ona prišla k meni v službi, daj mi, ne vem, kakšen hint, kva njej dogaja, kaj jo zanima in tako. Skratka, zdaj ti 3 tipi se peljejo, ne, in vse to, kar sem jaz zdaj malo nekako povzel, se ta tenzija se zdaj vsem skupaj izraža. Ta Žak je v bistvu tudi do te Alje, svoje punce, ne, na nek način mu gre malo na živce, ne, skozi kot malo, da Miha tu namiguje, ne, aha, itak bi ti rajš, da bi bila ona, ne, tvoja hčerka, ne, zato ker ona je pa perfekt, ona je pa fajn, ne, jaz pa tam na Metelkovi vsake 3 tedne malo nekaj zarolam za 100 evrov, ne, v nekem klubčku in tako. Miha ima pa skozi ga nekaj grize, skozi ga nekaj žre, tudi dobesedno, njega pa nekaj v trebuhu ga peče, pol ga začnejo te mišice žvekalne, neka stiska zobe ga začne toči in skozi ima neko željo, da bi z Žaku nekaj skomuniciral. Zdaj, tako sem jaz prebranil, da bo feeling, skratka, da bi nekako nekaj ima on njemu za sporočiti. In na koncu seveda oddata zdaj tega sopotnika tam pri gospodarskem razstavišču, on nabere tistih 5 prevozi evrov drobiža, da prispeva za Benz. In Miha pač prav Žaku, dej, tle, ko greva do Betonove, dej, tle parkanje, glih parking, greva gor, manj glih staropramena v hladilniku in Žak reče, staropramen, pa res ni glih, ne, pirček zame, a ne. Pa Alja me čaka tako in moram jo, skratka ta krog, ne prideta skup, ne, Miha ne prodre s tem, gre gor po stopnicah, po Betonovi, v flet, si predstavljam, to so lepi fleti na Betonovi, dragi, spoliranje, vse je spucan, Miha urejen človek, pravnik in tako. In že ko odpre vrata, ga pa orang zdaj zategne v notranjosti, v želodcu, nek nezdrav izbljuvek, pride tudi iz njega, tako resno bolan, ne, po moje to za onkološkega počas. Ne zvemo tega, ampak kao. Sesede se na nek foteljček, polkar tam v predsobi in pokliče po telefonu tega svojega starega badija, Bogdana, in reče, Bogdan, le preden boš tole Aljo vzel v službo, imam par stvari, ki bi ti jih rad povedal. In tukaj Ana Svetelj konča svojo zgodbo in tudi jaz jo končam. Tako da to mora biti film, ker moramo zvedeti, kva je bilo pol tle naprej. Mene osebno me zanima, kva je zdaj o tej Alji zapovedati, kva je Miha, koliko je Miha zelo bolan, kako bo Žak to zdaj vse sprejel, ali bo čist zadovoljen s tem fletom na Betonu. In skratka, ampak tako, lepa zgodba, super se pele v avtu, lepo sem si jih jaz predstavljal, žirija je pa v tej zgodbi zapisala tole. Vožnja,
Kabina avtomobila kot sijajen dogajalni prostor, prostor bližine, intime in hkrati prostor razdalj in odtujenosti. Oče, sin, naključni sopotnik in odsotna sinova punca, gibanje in hkrati sedenje na mestu, občasne besede, premolki in pogledi, zazrti ven, stran, v mimo bežeče kraje in pokrajine. Tako kot smo v avtomobilu zmeraj hkrati znotraj in zunaj, tako doživljamo tudi protagoniste zgodbe Partija Ane Svetel. V tej zgodbi bo film zlahka našel svoje podobe in atmosfero. Se strinjam. Hvala. Braneta Grubana sem si skozi predstavljal, če lahko sugestiram za Mihata, ne? Tak Brane Gruban se mi je zdel on. Žaka pa si nisem niti. Ne. Okay. To, ne bi rad preveč bil sugestibilen, ne? A sugestiven. Matjaž Jamnik je drugi. A smo ga že predstavili? Smo, super. Rimbaud z mojega dvorišča je zgodba. Matjaž se je kot filmski in televizijski režiser izobrazil na AGRFT, njegov diplomski projekt Nihče ni rekel, da te moram imeti rad, se je kot prvi slovenski film uvrstil v sekcijo Cine Foundation filmskega festivala v Cannesu. Tle, lahko spet zaploskamo, po moje, ker to je dobro. Za svoje diplomsko delo je prejel tudi univerzitetno Prešernovo nagrado. Na letošnjem festivalu slovenskega filma bo predstavil kratki dokumentarni film Sutherland v okvirju, ki ga je v sodelovanju z Gajo Nejo Rojec ustvaril v Južni Afriki. To je zdaj enkrat kmalu projekcija. A ne? Ob 6. danes, evo, da veste, kje boste. Njegova zgodba Dnevi s Kristino je decembra 2019 na Lud literatura postala zgodba meseca. Zdaj pa grem jaz k Rimboju. Spet je moja žena rekla Rambo, se menda reče, ker sem rekel Rimbo. Pač jaz sem iz Savinjske doline, pri nas to tako. Menda je treba bolj Rambo. Ampak sem rekel, to je že pol sam korak od Rambota in to nima tle zveze. Okej. Ne vemo, kako je ime našemu junaku, ampak lahko mu rečemo Rambo, zato ker mu ena sošolka enkrat rekla, da zgleda kot Rambo in on niti ni točno vedel, kaj to pomeni. Jaz sem šel pogooglati Ramboja, vi tudi verjetno veste, da je to lepuškast, babyfacek, lepo pofriziran in to. Čeprav je naš model doma iz Novih Jarš, kar pomeni, da je drugače oblečen. Saj jaz si ga predstavljam drugače oblečenega kot Rambo, po mojem so to neke trenerkice. Malo tudi dol, mogoče nižji spuščeni pasovi, frizuro, jaz vidim malo ta na ananas, mogoče zabrit, pa pol. Skratka, tako si ta nek novojarški teenager, trenerka je Adidas, no, pri meni. In on je v bistvu nek tak street modelček. Street modelček, ki je pri 13 letih, zvemo, mu je mama našla v žepu od hudija čike in je rekla, opa, ne, Miki, jaz ne bom več financirala teh tvojih, ne, mislim za čike, si už pa že sam zaslužil denar in on začne služiti denar, jemlje pač, ne vem, razne džobe, ne vem, tle piše, da je kradu džobe, pač kradu je iz mošnička prmaši, recimo je eden od njegovih džobov, ampak ne vem, avtopralna se skladišče, neki pometati, skratka te džobčke in trenutno njegova zaposlitev je, da dela v Mercatorju. On bi sicer rajš filal noter to v police, ne, ampak menda da je v Mercatorjih tako, da te newcomerje zelo hitro butnejo na blagajno, ker biti na blagajni je zelo boring, ne, pač to piskanje, punk, ne, poslušaš cel dan, punk, robotizirate, ne vem, 6, 7, 8 ur, on je ne parkrat pol po službi, niti sploh ni vedel, bo lahko vstal, bo lahko šel, bo šel lahko sploh ven, ne. Zdaj, če že on, recimo, da je 17-18 letnik močen, njega to toliko zjebe, kako je to šele recimo pač s kakšnimi temi gospemi, a ne, ko smo mi kdaj osorni do njih, ko to že, ne vem, 35 let plengajo tam in so res švoh. Skratka, živi pač to neko življenje, pretty much boring, imasta pa z bratom plan, da boste oropala štacuno, eno. Ne zdaj to, v kateri dela, ne, ampak eno manjšo, Klasje se imenuje ta štacuna, ki je blizu nekega frizerskega salona v Novih Jaršah in on se nekega dne po šihtu, ko se odloči, da zdaj pa to, danes je pa ta dan, ne, ko to naredi, se odpravi domov,
on ima enega brata tam, brat leži na postli, si ogleduje svoje mišičasto telo, ne, skratka je malo vase zagledan v nekem ogledalu, on bi lahko bil pa mogoče ne Rambo, ampak bi lahko bil ta Oscar iz Oscarja Wilda, ne, ta lik, ki se skozi v ogledalo gleda. No, je pa nek bivši hokejist, ta brat, in imate pol pač neko sceno, kao, mal si je tako, brate, ti smrdiš, ne, ti smrdiš, pa tako, skratka, imate te ene, malo dobacivanja, ampak pol kar sred tega, zdaj ta reče, lej, dejva danes to narediti, kaj misliš, to, greva ta klasje Evropat. Ne bi jaz danes, jaz sem se odločil, jaz grem danes, ti pa kakor češ. In ta star brat pravi, ne bom, in on reče, grem sam, itak ne rabim veliko, pipec imam skozi v žepu, lateks rokavičke vzame mami izpod pulta, tam, ko ima ona za pucati zadeve, rab sam še masko, ne to, ampak masko in skoči v Millerja in si upede na neko klovnovo masko. Prav, ta malo, super. In si da zdaj to masko klovna in se odpravi proti temu klasju, kjer pa zdaj se začnejo malo težavce. Prva težava je čist fizične narave, da se velika potreba pojavi. Skratka, kakat ga malo pritisne, malo ne ve, a bi šel naprej, a bi šel nazaj. V bistvu že kar ima neko tako malo zunaj telesno izkušnjo, skratka ima kar ta nek feeling, da ali se to njemu dogaja, ali to on, ali res ne. Naslednji problem je nek kmet, ki je noter v štacuni. Tam pravi, da kao v Jaršah se te tipi pojavijo, pridajo iz Tomačev, ga imajo karjeraste srajce, skratka so čist drugače oblečeni kot novo Jaršani, in ta tip je vas prijazan noter v tej štacuni, klas je še neki semen. Ta zdaj čaka, ta naš klovan, tam zunaj, malo se nekaj umika v neke zavetja teh hodnikov, neki kuha, kdaj bo šel že ta kmet Tomačevski ven. Med tem prideta dva neka škorca mim, lega klovna, mislimo, bo zdaj on začel, ne vem, tak klovn žare, ki pride na rojsten dan, ali bo moral neke balone pedenati, ampak ne. Pol naslednja potreba je to, da si malo masko umakne, da si še čik pržge, skratka, da se malo umiri, preden zdaj res uleti noter v ta klasje. Med tem uletita kar frizerke ven, ki že zaključavata svoje in one dve ne rečeta olega klovna, ampak kar direkt rečeta, ta pa zgleda, da brat koga uropal. In zdaj že zdaj pa sta še te dve frizerke prišle in tako in končno gre ta Tomačevski kmet ven in naš Rembo se odprav in stop proti trgovini. Zakaj mora biti to film? Ker se ta zgodba tle konča. In nas zanima zdaj, kaj bo šlo in kako bo in kva se bo zgodil. Mislim pa, da je to uvodna sekvenca nekega daljšega teksta. Ti že veš, kva se z Rembojem zgodi. Bravo, super. To je dosti v redu. Mi ne vemo in nas ful zanima. Tako da, je knjiga tle? Je. Bomo pol povedali. Skratka, zgodbice so not napisane v knjižici. Super meni to, tle sem si pa malo vizualiziral te nove Jarše, tle pa mi je bilo, tam malo sem že bil ene parkrat, tako da vem in mi je super in je tako, tak res dober uvodek, Matjaž, čestitam. Kaj pa žirija prav? Težko je narediti domačo roparsko zgodbo prepričljivo, a poskus ropa z dolgočasenega mladeniča, ki izgleda kot Rembo, uspe ravno to. Rop ponavadi zveni kot nekaj spektakularnega, tukaj pa je ravno zaradi minimalizma in subtilnosti ne samo realističen, ampak poskusi tudi na hudomušen način odgovoriti na vprašanje, kako bi se izšla vsiljiva misel ropa majhne trgovine, če bi jo zares poskusili uresničiti. Avtorju pri nadaljnjem razvoju svetujemo močnejši nastavek pri sprožilnem trenutku, spontani ideji o ropu trgovine. Super. V redu. Rembo. Naslednja je zgodba Sare Štern, Moje življenje z mačkami. Sara Štern je odrasla na Koroškem, tako kot moj fotor. Prebiva v Ljubljani, tako kot jaz, kamor jo je zanesla raznolika študijska pot. Doštudirala je primerjalno književnost, to jaz nisem, magisterij pridobila iz vrstoslovja in vmes veliko pisala. Do zdaj je bila dvakrat nominirana na območnem izboru festivala mlade literature Urška. Svoje zgodbe je objavila v revijah Novi zvon, Provinca, v zbirki besedil Stopinje v zraku ter spletnem mediju ludliteratura.si. Sara.
Hvala, ker ta je ful fajn za pripovedovati. Zgodba o mačkah. To v bistvu so štiri zgodbe v eni zgodbi. Glavnega junaka, imena glavnega junaka ne zvemo, niti kaj drugega o njem ne zvemo, zvemo pa 3 epizode iz njegovega življenja, ki so vse povezane z mačkami. Prva epizoda, 7-letni star fantek, po moje je glih dobil ponija za odličen uspeh v prvem klasu. In s svojo sosedo, s punco Špelo, one dva dirkata nekako po dvorišču, terata s temi bicikli, malo nekako tekmujeta in dirka teče, ko se nenadoma Špela ustavi, ker se nekako začne ukvarjati z neko cvilečo, oranžno, puhasto, neko čudno kepico, ki je v bistvu neka mlada piskajoča muca. In Špela zdaj ful njemu, dej po božjo, dej poglej, koliko je luštno nek in to, in njemu to zdaj neki ni okej, ne, mi doma dirko, dej Špela dirkat, ne, dirkava, ni še konc, ne. Joj, pa ne, pa koliko je luštno, pa tole in položi to muco na tla in ta naš junak, mogoče celo v oklepaju spredi Anti, zakurbla ta svoj bicikl in se požene in nek gnev, neko ljubosumje, neka ta reč ga obsede in potera in kar direkten ga čez to mačko, ne, jo mačkico, da bo še hujš, ne, mucico majhno, jo razploza in seveda Špela plane v jok, prileti mama, prileti foter, po moje se malo nekaj za ušesa se nekaj zgodi, skratka on zdaj ugotovi, da je to resna drama, dramatična je ta zgodba, oče pere bicikl pol na dvorišču cele ure in tako in 3 tedne zatem se oče in mati ločita. Okay? Prva zgodba z mačkami. Druga, gremo naprej v času 11 let. On je zdaj star 18 let in dela izpit za avto. Izpit za avto dela zato, ker mu je oče obljubil, da bo mu dal ta star avto, ne, ker bo si on kupil novega, kar je dosti dober razlog, da se odločiš, da greš izpit za avto. Ima nekega inštruktorja, ki je inštruktor v bistvu operira samo eno navodilo ima za vožnjo, ti sam pel, skozi govori inštruktor, ti sam pel, kako pa to naredi, ti sam pel, pravi inštruktor, ok. Med tem, ko ne reče ti sam pel, je pa on en fuzbalski kibic, skratka skozi komentira to, pa zakaj on ni golman, pa zakaj on naš ta dober igra, pa zakaj on ta slab ne igra, pa joj, pa kako so lahko zajebali, pa ta obramba, nesposobne že sami, dej naj vsaj nabije žogo ven, ne pa da neki pimpla, pa dobimo gol in to se kar ponavlja. To v filmu je to kar skozi. In zdaj ta na tej uri vožnje model je pele in on zdaj tam že žna, vmes sem reče, da ti sem pel. Ta zdaj gleda ogledalo, števc, uno ogledalo, levo, nazaj, šaltat, prva, sklopka, obrnt, promet, kje, kam sem, tle spet zaprt, kako bomo kaj okrog, skratka, ful nekih stvari, Švica, prepoten, v stiski. Ti sem pel, vmes pa seveda cel ta fuzbal in on začne premišljati, kje sem zdaj, koliko je omejitev, ali je bila 50, ali zdaj 60 ali 50, tam in vse to se konča z enim zvokcem, zadnjim zvokcem neke bele mačke, ki je končala in takoj, ko je pač do tega zvoka prišlo, on inštruktor skoči iz avta, gre ven pogledati in k njemu, pa kvaj stava model. Tiskaj pa ne moš kar mačke povoziti, pa če bi bil to otrok, ne moš to tako, kako ti to voziš, ti ne boš nikoli izpita naredil, ne moš tako voziti, moš se zbrati, moš dati nekaj več v to vožnjo in on je zdaj sam tih in ne more nič drugega, kakor da v nekem sramu, v nekem tem, v sramu, ja, zamenja, ne samo inštruktorja, zamenja avtošolo in na srečo potem naredi izpit iz prve, avta pa ne dobi, kajti v avto se smrtno ponesreči njegov oče, ki bi ta avto bilo treba predati. Ok, tretja zgodba. Še 7 let naprej, 25 let je zdaj on star in ima eno punco, mislim, da je ime Saša, kako je, mislim, da je Saša. Ajmo reči, da je Saša, no, vse mogoče kako drugače, ampak mislim, da je Saša. A je Saša?
Saša. Saša ima v glavnem mačka, ki mu ime Piki, to pa vemo. In ona zdaj že študira v Ljubljani, ima pa še zmer mačka Pikija, ker je, in je ful še navezana na tega mačka, skozi tudi, ko hodi domov in je ta maček, ki je zelo fajn. Ona je tako, živi zdaj sicer v Ljubljani, ampak še zmer je v tem svojem domačem kraju zelo pokonektana s starši, z družino, z vsem. Je taka super punca, tudi sanska je za njega, ne, ima neke zanimive hobije, ne, ribolov in ples sta dva njena hobija, skratka, ki sta tukaj omenjena, njemu je pol ribolov, mu ni dosti okej, predvsem jesen, recimo, da je dosti hladno, pa tam čepet ob unih jezerih in to, ampak lej, okej, imajo rad, ona ima rada njega, živita en tak, recimo, mladi par življenje, ki se imata kar okej, ne. In zdaj se približuje pol te holiday season, ne, sam doma že zavrtijo prvič na televiziji in ona dva se odpravljata na neko veliko družinsko zabavo. Ne. Ta družinska zabava pomeni, da pridejo strici, bratranci, da se vsi zberejo v eni hiši, da vsi neke zadeve prinašajo, vse je v lučkah, zunaj, znotri, utripa, smrekce, diši, kuhan vin, bel, rdeč, te tam čaji, piškotki, ne, vse to. One dva tudi zdaj prideta v to sceno, nekako tam parkirata avto, se pogovarjajo, ne, kaj bosta pila in ta punca njegovo, jaz bom kar kuhanca, ne, tank, in začne tankati te kuhanca, on pa pravi, jaz pa ne bi mogoče se ga čist nažgal takoj, ne, zdaj pri vseh teh sorodnikih in tako, in on pije čaj. In zdaj tam pač ne, urce malo tečejo, one dva zdaj to pijeta, vsi se imajo lepo, na kar pride foter, njegov bodoči tast, ne sojeni. In prav, dajte videti, a lahko avto umaknete, ker zdaj bo Milan prišel, stric, in ne bo imel kje parkirati, ker ste ga tako čudno pustila. Ne? In zdaj una seveda ne more, ne? Ker je že malo vegasta od teh kuhanih vin in bom jaz zdaj prestavil ta avto. In gre pač ta manever, ti sam pel, ne, malo pač naprej, nazaj, do spet ta prizor opisan je, kot da je vedel, da bi moral piti tudi on kuhan vin, ker mu pol ne bilo treba avta voziti in tudi vedel, da bi mogoče bilo boljše, če bi obstal v avtu, kajti dokler je bil v avtu, je bil še mir in je bil nek tak prostor miru, ki je stopil ven, zunaj je bil cel kaos, una je padla itak čist ven, njen Piki, ne, tej Piki je zdaj šel pod kolo, ne. In ona kriči, ubil si ga, ne, sorry, po nesreči je bilo, fotor reče, to tam, in on je rekel, fotor, ti si pa zadnji stal, se bi lahko mi rekel, ne ostavam ali neki. Skratka, vsi letijo skrb, sorodniki to lažijo, ono punco neki tam, njega odpeljajo sam kaj do izhoda iz dvorišča, kjer počaka na taksi in te svoje punce ne vidi nikoli več. Četrta zgodba, 33 let je zdaj star, skratka še 8 let gremo naprej. In 33, to so zdaj ta Kristusova leta, frendi in tako se zmenimo, dajmo zdaj njemu en dober daril za rojsten dan, k vamo naredimo, plačimo mu tako, da bo šel en vikend na morje, pa bomo imeli tam orang žurkico in to, nekje ob Jadranski magistrali, ajmo reči na Rabu. On se pele v petek, tako malo kasneje, šel, oni so bili že prej dol, njegovi frendi, on je šel malo kasneje, ker je delal še nekaj v službi in se zdaj pele lepo po avtocesti, vse je lepo, eni taki dnevi so kot zdaj, mogoče 2 tedna prej, sonce, po sezona, dosti prazno, pele se po tej avtocesti, zapele ven iz nekega izvoza, malo opazuje te hrvaške ceste, nekaj se mu čudno zdi, da nimajo nič teh ograj zgor, ampak vseeno, lepo je, ni gužve, odpre oken, predstavlja te hrvaške radiote, narodni otvoreni, Pula, Rijeka, vse in ujame komad od Buvija, Let's Dance, ne, in to moj super komad, mrak se malo začne spuščati, blue light se naredi, odpre še ta drug oken, takole da roko ven, frajersko in se pele po tej magistralki in nenadoma v soju žarometov, shirana, zjebana, zgonjena, prav pridevnik Hrvaška je tudi uporabljen v zgodbi Mačka in on in takoj po bremzi in zavit in proti Mački in že ga nese ven iz ovinka in hoče zdaj popraviti ta avto, ampak avto je bil s preveliko brzino z napačnimi silnicami preobrnega, vid skozi okno še Mačko, ki skoči v neko grmovje in vidi, da ograje ni in da gre pripad direktnega navzdol v moder Jadran in sam še pomisel, vsaj Mačka je ostala živa. In tako se konča. Tle pa skoraj cel film narejen, a ne? Komisija pravi takole,
Moje življenje z mačkami navzven zveni kot povprečna coming of age zgodba, a se v njej skriva absurdnost, ki spominja na filme čudaškega grškega Novega vala. Čeprav je zgodba kratka, je tekst zaradi strukture, ki seže skozi 4 obdobja, prilagodljiv tako za kratek kot celovečerni film. Posebno pozornost velja nameniti glavnemu liku, pri katerem zaradi incidentov z mačkami obstaja nevarnost, da se v očeh gledalcev namesto v protagonista izoblikuje v antagonista. Ampak itak umre na koncu, tako da to je tudi karma. Karma pride nazaj. Tle smo zdaj bili malo že z muziko, naslednja je pa prav močno z muziko pokonektana zgodba. Jedrt Lapuh Maležič, Michael Jackson, je imel samo rad otroke. Jedrt je samozaposlena književna prevajalka in pisateljica iz Ljubljane, knjige prevaja od leta 2007 in sodeluje z vsemi večjimi založbami. Pisati je začela leta 2016, ko ste išli njeni kratkoprozni zbirki Težko mentalci in Bojne barve. Leta 2018 je izdala prvi roman Via Vaja ven, letos, oziroma lani 2020, pa še zgodovinski roman Na pol morilke. Okay. Zgodba. Michael Jackson je imel samo rad otroke. Jaz to zgodbo sem takoj vzljubil, ker že v prvem odstavku zvem, da se posluša na USB predvajalniku Fugazi Waiting Room komad. Če poznate ta komad, veste, da se ful dobro začne, z enim takim ruženim, ritmičnim, kjer bas, vse skapele in pol je v bistvu vmes pauza, taka cezura, ki je v bistvu narobe, če šteješ na 1, 2, 3, 4 in tako, ni prav, ampak je točno prav, ker mora biti tam kaj narobe prav. Ker čakaš zdaj, kdaj bo ta beat padel in res pol pade in se še enkrat ta uvodna sekvenca ponovi, ta je en moj ljubših komadov. In ona, junakinja, ne vemo zdaj, kako je njej ime, ona posluša ta komad, medtem ko na balkonu poteka debata o Michaelu Jacksonu. Zdaj ta balkon pa ni kar en navaden balkon, ampak je balkon v neki mentalni inštituciji. Kjer je v tej mentalni inštituciji pa v zadnjih tednih dar-mar povzročil en tip, ki je prišel na nov noter. In to tipu je ime Sancho, to je njegov street name, v resnici mu je ime Samir, njegovemu očetu je ime Samir, kako je ime njegovi mami? Samira, jasno, ki ste le pač malo brez domišljije, zato je bil Samir, ampak je rato Sancho s tem, da ne ve on niti ne za Don Quixota, ne za Sanchota Pansa, on sam Sancho je. Sancho ima nek tatu na vratu, za katerega ne ve točno, kaj je, neka pismenka je. Sancho je v bistvu, mislim, da vojak slovenske vojske, ki se je vrnil iz misije v Afganistanu. Skratka, je tako močen, nabilden lik, opasan, takoj, ko je vletel v to, je takoj osvojil. Te, ki so bili malo recimo nižji ali pa bolj tako jih je osvojil s tem, da je pač malo močen, pa frajer, pa Jack, ostale pa s tem, da je bil prijazen, da je Sancho ful prijazen, Sancho je ful najstnik in tako. In razlaga pač tudi, ko bo te tablete jedel, on se ne bo zredil, ker naredi 100 sklec in takoj napumpa tam na balkonu 100 sklec. In razlaga o Michaelu Jacksonu, da to je vse narobe razumljen, da on je imel samo rad otroke, da to, ko so neki te pedofilije in ta Neverland, da to je narobe, da to ni res in tako. Skratka, Sancho je nek tak lik, ki intrigira to našo junakinjo. Ona je pa, se pa skozi te svoje slušalke, te Fugazi, ona na repeat tera, ni zdaj to, da bi ona mal tistega, mal tega, ne. Fugazi, Waiting Room, skozi tle posluša. In se nekako umika v ta svoj svet in tudi probleme, zaradi katerih je prestala v tej mentalni inštituciji, nekako odlaga na stran. Izogiba se jim in skozi se izmer bolj zdi, da je ta svet v tej, ajmo ji reči ludari, da je to njen svet. Ona se ukvarja zdaj samo še s tem noter, kako je in mal je ona zdaj od tega Sančota čuti nekaj do njega, zaljubljena je malo ona v njega, po mojem, mislim, ali pa pač simpatičen je, ali pa zanimiv lik je, hoče z njim nekak nek stik navezati, hoče neki. In zdaj hod pa seveda vmes na te pogovore k šrinku. Te šrinki jo pa hočejo valjda po svojih regelčkih, to našo punco zrihtati, daj nehi ona skozi hodke in s tem daj sluške ven, se lahko pogovarjaš, tukaj sem zdaj pogovarjal, ti zakaj si tukaj, a veš, kako je s tvojo družino, težave, nekaj gor dol. In ona nekako ne sodeluje, ker bi skozi spal nekaj o tem Sančotu tam govori. In ta šrink reče, pa what the fuck, ne mi skozi o tem Sančotu, tvoji problemi so tukaj. In pa nekako šrinku enkrat
izgine on, mu izleti iz usta, ti sploh veš, da je Sančo v kazenskem postopku. In on tako, ta Sančo je pa res opasen. A je on tam v Afganistanu koga ubil? In on, ne, ni, ampak ti pa povem, mal pas na svoje stvari. Aha, ok, dobro, Sančo ni killer, skratka ni to, on je na nekem zmernem nivoju kriminalosa, on v bistvu kdaj kaj ukrade in tako, mogoče je on bil včasih Rambo iz Novih Jarš, pa je pa kasneje prišel sem, če bi omnibus sestavljali mogoče, ideja. Skratka, zdaj, in zdaj ona pa nekako čuti, da temu Sančotu ona bi njemu nekaj dala. Jaz bi njemu nekaj dala, pa on mogoče ne bo čutil, da mora nekaj ukrasti in da ga tako nekako pač tudi začne mal, da ga mogoče malo zbalansira. In ona se spomni, da ima v avtu na dvorišču cel kup nekih škatel, v katerih so kasete, audiokasete. To je tisk na svinčnik, pa to za mlajše, to so se včasih muzike poslušale in tega ona ne rab več in gre in dol in premetava te kasete in vidi, da ima kaseto Bad od Michaela Jacksona. In reče, evo, to mu bom dala. Vzame kaseto od Michaela Jacksona gor, se vrne na ta oddelek, kjer je cel kaos. Mislim, neki vrvi, brni, doktori hodijo okrog, sestre so excited, oni so vsi neki, neki se je zgodil, kao Sančo naredil pizdarijo, Sančo mora dam, Sančo te vržemo ven. Zakaj? Sančo je ukradel avto. Kako je ukradel avto? Jaz sem bila zunaj na dvorišču, ni mogel on ukrasti avto, jaz sem bila na parkingu, kako? Ja, Sančo ukradel in ona zdaj in gre zdaj k temu Sančotu in reče, Sančo, pa ne moreš zdaj ti jaz dam, ne moreš ti, kako, ti boš zdaj kar, ti se moraš zdaj boriti, ti moraš povedati, da nisi, jaz lahko pričam zate, jaz vem, da ti nisi tega naredil. In damo to kaseto, Bad in Sančo sploh ne more verjeti, njega sploh ne briga to avto neki gor, on dobi, in to je res od mene, ja, to je zdaj tvoje in zdaj on je dobil ta svoj precious, Bad, Michaela Jacksona in tako. Ta naša punca se pa skozi ukvarja še vendar, za njemu je vseeno, pač mi s tokom zgodbe ugotovimo, njemu dol visi, on se ne bo betlal, on se ne bo z nobenemu nič razlagal, neki gem, ok, me boste vrgli ven, ona pa ne bi, da njega vržejo ven. In gre zdaj spet k šrinku na to debato, na ta pogovor in spet se seveda ta pogovor vrti okoli Sančota, ker ona hoče pač prepričati tega doktorja, da Sančo, da je ona bila na dvorišču, da ni mogel, Sančo je bil sam tako, on je bil povezan z enimi tipi in on je tem tipom povedal, kako bo tle in oni so prišli in oni so ukradali in tako. Ona nenadoma kar znori, da itak je noben sploh ne posluša, zelo putne zvrati, se zadere neko psovko temu doktorju nazaj. Sančo pride do nje in reče, kaj se je zgodil, on je glih v odhodu in ona reče, on je rekel, da je bil Michael Jackson res pedofil, ker je pač mislil zdaj, da bo Sančo znoro, da bo Sančo rekel in Sančo ne odreagira, Sančo tu je v bistvu vseeno. In Sančo se zdaj nekako odpravlja, ona pa se mora malo pomiriti in šopne kaj proti svoji sobi, da najde slušalke, da najde USB player, da to priklop in ne najde slušalk, ne najde USB playerja. A je bil Sančo? Ne vemo. Ampak, ko gre naslednjič k šrinku, se samo usede, začne sodelovati in reče pač, svojo družino sem jaz razfukala, zato sem tukaj in to hočemo zdaj reševati. Tako da, ne vemo, ko vse je bilo, bi pa morali po moje v enem filmu to videti, Kaj je bilo zdaj tem, a je on ukradel ali ni ali kaj, Skratka, njemu je bilo že prej vseeno, njo pa vseeno to tudi nekako zlom. Čutim jaz z njo zelo, da ne more več Fugazijev poslušati. Okay. Komisija je povedala pa tako, zgodba o Samerju Sanču, ki ga po hitrem postopku odslovijo iz psihiatrične bolnišnice, nas je tako zintrigirala in animirala, da bi jo zdaj vsi radi videli na filmu. Filmični potencial odlomka ni povezan samo s tem, da avtorica svoje like zelo dobro in od znotraj pozna, da so situacije, v katere se leti zapletajo, specifično premaknjene in bi o vsem skupaj radi izvedeli več, temveč tudi s tem, da pisavo definira dober občutek za zvok in zvočnost, za glasbo, dinamiko in menjavo ritmov. Čestitam, ja.
Peta zgodba od Lune J. Schreiber je pa Prstan. Luna je avtorica romana Starinarnice. Njen prvi mladinski roman Grizolda in maček je bil leta 2020 nominiran za nagrado Modra ptica in izide v letu 2022. Lani je izdala zbirko kratkih zgodb Konstrukt DBO. Ona je doktorica antropologije, med letoma 2005 in 2019 je večinoma delala za organizacijo Kralji ulice, ki deluje na področju brezdomstva, zdaj pa se večinoma posveča pisanju. Ok, kaj pa zdaj s tem Prstanom? To je pa Šiška, je kdo iz Šiške? Vodnikova domačija, ne? Šiška reprezent. V Šiški se to dogaja, ali se pa meni sam zdi, ampak ne, majhna luknja v Šiški, valjda, jaz si Bobby Bar predstavljam, nekaj, ki je beznica, ne, ampak tudi le razložen, da je beznica, ampak bolj po dimenziji, v resnici pa to stylish beznica, ne, kamor hodijo vse ljudje, ki ne, dajo nekaj to, ki hočejo biti videni in tako. Ni to zdaj čisto un bar zraven Mercatorja, ampak mora imeti nek soul. Ne. Ta Nina, samo enkrat je omen, Nina je ime naše junakinje, ona ima enega tipa Zvezdanota, ki je, to parkrat mislim, da tudi opisan kot Runkal in je pač nek tak, ne vem. Ampak benigen, no. Tak, benevolenten, pač nek tipček, no, pač rečemo, da je mal, ajde, mogoče mal počasen tudi na teh obratih, počasnejši od nje vsekakor. One dva se zdaj pridete v ta lokal, ta bar je opisan tudi kot nekje, to je zdaj zelo filmsko valjda že narejen, ne, da se tako dimček mal po prostoru kao vije, ne. Ampak dogaja se to zdaj, se pravi, ok, to je mal... Dimčki se ne vejo več, ampak si pa predstavljamo, da se, ne, da je to tam temno, da je to tako malo, ampak je dopoldne, ne, dopoldne se to dogaja, v 10:30, med tednom. In oni dva prisedeta k enemu znancu, ki mu ime Vito. Vito je neka taka mrga omara, nekaj in to. In zraven Vitota sedi eno zelo lepo bitje, ki je pa zelo napedenano za nočne storitve. Črn ledrast minič, te vzorčaste najlonke, ful agresiven make-up, sladek parfum, tele Manhattan, eyelashes, vse une 7-metrske, ne vem, te, to, 3D ali kako so že, je reklama. In ona je tam in zdaj one dva, ta Vito in Lola je njej ime, ki si zdaj drugmu predstavljajo, on reče Zvezdano, Nina, Lola, Vito, Lola za prijatelje je Katjuša. Tudi že takoj pove, smo prijatelji, tako da mi vemo, da je ona Katjuša, da je Lola samo umetničko. Vito in Lola pijeta Vito šnopse, Lola štok kole, Nina naroči kavo, Zvezdano perček. Ne? Okay. Kljub temu, da je dopoldne, pa on reče, mogoče boš, da se je mal zlil z okoljem. Zdaj med tem, ko sedijo za to mizo in debatka mal teče, Nina opazuje, kaj se dogaja okrog nje. Najprej se predvsem usmeri na nekega starejšega moškega, za katerega ona ve in nam razloži, da je profesor matematike, ki pije 2 deci rdečega. In ta človek je njo pravzaprav naučil matematiko, ne, v srednji šoli, ona je malo špricala in je tle hengala, ker je on pač zelo dober in znal te zadeve razlagati in tako, ampak menda samo dopoldne, ne, ker popoldne je začel od količine teh 2 decijev biti nerazumljiv in je čisto o nekih drugih zadevah govoril, kot o matematiki. Skratka, nekaj je ta scena, zdaj zvemo o tem profesorju, tam pa ta Lola, pa Vito, tam pa zdaj kar rundice, ne, pa še enega, pa to in to zdaj izratuje, da je pa boš zvezdan še ti enega Zvezdano, jo pa bom še, ne, skratka, tam je zdaj takoj mal ratujejo glasni, ne, una Lola, itak koketira z vsemi, ne, sem tam gleda po unem placu in me žurka, vsi se tudi za nekaj začenjajo obračati, kva so ti tim, kva je ta grupica toliko glasna in tako, ona zdaj mal po tem Vito tu gor se obeša, ne, ima že tudi kaj proti Zvezdano tu, ne, Serine, Nina naša, jo pa skozi tako malo opazuje, ne, ona ima zelo lep prsten, Lola ima zelo lep prsten z vijoličnim kamenčkom in tako, in tudi tako, ali koketira tudi z njo in prav, tudi mene, tudi ne, se ji zdi, da bi bilo fajn, da ta Lola se ji zdi res ta osrednja, ne, da bi bilo fajn, če tudi njo kaj pogleda in ona jo pogleda in navežete tudi nek stik in jo opas in to skratka ni zdaj ona sam po tipih, ampak nasploh pač neko karizmo. Na kar uleti kelnerca in prinese nek pravilnik in takoj pokvar žurko, ne, ker reče, da v pravilniku o obnašanju v lokalu številka 3A, da si morajo osebe izkazovati medsebojno naklonjenost tako, da ne vznemirjajo drugih gostov v lokalu in
sploh pa reče, ok, kaj bomo zdaj mi, ali bomo to upoštevali, ali bomo šli drugam in reče pač gremo drugam. Grejo drugam, grejo ven, grejo 2 bloka stran, v nek rdeč ciglast blok, kjer je doma Lola. Lola ima gor že na vratih od fleta neke sosedje, neko peticijo pišejo, da je preveč moških obiskov, nekaj tazga in tako. Nina pričakuje, da bo za temi vrati zdaj eno tako ljubko urejeno gnezdece mlade ženske, kar ne bi mogli biti dlje od resnice. Noter je praktično nič, gole stene, rumenkaste od tega tobaka, v zraku je von po čikih, po postanem tobaku, po tem sladkem parfumu, na tleh je samo en jogi, sicer za 2 osebi, ampak samo en, z nekimi rjuhami, ki so preluknjene od čikov, od ogorkov. Tam je nek medvedek, kjer bi moral biti poštar in se nek medvedek vale in tako. Lola, takoj ko vletijo not, gre Lola tam k eni v Mars in reče, zdaj pa žurka, potegne ven flašo penine, jo postavi na mizo, potegne ven une plastične za enkratno uporabo kozarce in reče, zdaj pa žurka, takoj nazdravljamo, jaz sem od danes srečno ločena. Super, takoj začnejo obračati ta šklompan topovin. Ona se je zdaj očitno po parih letih uspešno ločila od nekega tipa, ki živi v neki drugi državi in je zdaj srečna, kao vesela. In tako tam zdaj mi oni pijemo in pa se ona Lola spomne, da ima morskega prašička tudi tam v enem kotku in najprej gre in seveda kot vestna gospodinja mal te ekskremante, mal posprav, takole smetišnice, ona je mal zritijo pomiga, zdaj Vito in Zvezdano to gledata, tudi Nina mal gleda, ampak mal bolj gleda Zvezdanota, ni nekaj zdaj všeč preveč to. Ona vzame tega Lola, morskega prašička pride, počuhlja morskega prašička in mu reče, o ti prasec ti, koliko si lahko srečen, da si tukaj doma, ker marsikje drugje bi te pojedali za kosilo in tako. In medtem, ko boža to majhno žvalco, se v njej neki zlom in začnejo teči solze po licih in se zlom in pove, da pogreša svojo hčerko, Varjuško, punčko, ki je pač zdaj pri tem fotru, ker jo je on odpeljal in ona ne sme nje vzgajati, ker ni primerna in se zjoka in tako in začne zdaj v tem joku malo lesto naročje Zvezdano to. Da Zvezdano je pa tak mlad fant, da on bi pa njo lahko potolažil in tako in zdaj Zvezdano on je malo neugodno tam zdaj, razumeš, on zdaj tam sedi, ona mu tako ramo, on začne kar neki šenčik si prižiga za to, da z rokami nekaj počne, ona mu naslon glavo na ramo, nekaj ga postegno, začne božati in tako. In pol nenadoma pač reče, ok, no, moram se itak slip into something more comfortable, to imam že od včeraj zvečer gor, grem se zdaj preobleč. Nina pogleda na uro in reče, shit, jaz moram pa v službo, na popoldanca. Zvezdano pa reče, jaz bom pa še vstal malo, Aha, ok, no zdaj, ni to zmer manj, je to zdaj ne všeč. In ona reče, no zdaj jaz grem in nenadoma iz sobe, ki je ona slišala, da gre Lola, preleti, preteče in si vzame ta prsten, vijoličast iz rok in prav, daj vzem ta prsten. In ona, ne morem, kaj ne, vzem ta prsten, vem, ker vidim, da ga gledaš, vem, da ti je všeč, itak je to od unga tipa prasca, ker nočem imeti nič več z njim, to mi je on dal kar vzej, mega, ker vem, da ti je všeč. Ok, bom vzela nekaj in to. In pol ona kar še vzame denarnico in potegne ven neke te tuje valute, kune, ne vem kva, neke te denarje, eksotične. In prav, tole, kar še ta denar me je tudi, to je tudi od njega, to jaz ne rabim. Ona reče, čak, pa ta denar, to greš, zamenjaš v menjalnici, ne, daj ti boš to bolj znala, kot jaz, vzem ta denar, evo, tf. In ona, ok, Nina prav, bom jaz zamenjala ta denar, bom že vrnila, tako, gre ven, ona kar zapira vrata za njo in čak, tukaj je zdaj kratek breakec in smo zdaj zvečer. Zvečer smo doma, Nina pride iz službe, Zvezdano je zdaj doma in prav, ko se je kaj zgodil tam, tam, kaj se je kaj zgodilo, ima nič tazga prav Zvezdano, nič posebnega se ni zgodilo, nič, skratka, ni bilo neke obvijesli, neke velike zgodbe. In kakšen dan kasneje, zjutraj, zazvoni telefon pri Nini in sliši ta raskav, pijan glas. Kje si ti, z unim Zvezdanotom, pa nič ni bilo zadnjič. Smo le drugač zmenjene. Skratka, je ta neka komunikacija med njima je vzpostavljena in zgodba se konča v nekem spet dialogu Zvezdanota in tele naše Nine,
Namreč takole, Nina sedi za mizo in Zvezdano šele zdaj opazi ta njen prsten, ne? To so te tipi, ki niti novih frizur ne opazijo, kaj šele prstanov. In on pa reče, odkje pa je ta prsten, to pa ni smela, in ona prav, dala mi ga je Lola, in on reče, aha, a kar tako. In Nina prav, ne kar tako. In tle se zgodba konča. Tako da, Zvezdano, kaj bo s tabo? Ta vmes nas intrigira, ne? Ta popoldne nas intrigira, ker smo mi bili v službi z Nino, ne? Koliko perov je bilo še tam in tako. Komisija pa pravi tole: z atmosfero napolnjena situacija deluje kot okno v nekakšno low-key paralelno realnost, ki se odigrava na spektru med banalnostjo in absurdom, med zajebancijo in manj brezskrbnimi sencami osebnih tragedij. Zdi se nam, kot da zgodbo in njene protagoniste od nekod poznamo. Iz pripovedovanja, morda iz sanj. Situacije obstajajo samo nekaj metrov proč od naše vsakodnevne poti skozi Šiško in so na dosegu našega pogleda, kljub temu pa o njih še ne vemo nič. Ugodna podlaga za morebitno filmsko obravnavo. Evo, čestitke tudi Luni. Tako, in zdaj, ko smo vsi skupaj tukaj, zdaj obstaja par zadev, ki jih moram še čisto formalno povedati, ne. Obstaja tamle knjižica mala, kjer so vse te zgodbe zbrane noter in zapisane, tako da si jih lahko preberete in primerjate med mojo interpretacijo in originalnimi teksti. Lahko jaz samo dodam, da jaz sem v začetku, ko sem zelo hiter uvod naredila, pozabila povedati, da smo omejili znaki seveda prijavljene zgodbe, tako da nekatere zgodbe, ki so prispele, so bile celotne, nekateri so bili odlomki, nekaj od teh zgodb je že išlo v knjigah, te 3 knjige so tukaj danes na voljo in seveda je najboljš za spoznati like in celotne zgodbe prebrati knjige. Tako kot so pa zgodbe prispele na natečaj, so pa v tej knjigici zbrane in hvala vsem založnikom, avtoricam in avtorju za dovoljenje za objavo. Tako. In zdaj jih seveda povabim, ker mislim, da so vsi z nami tukaj na oder, da jih vse skupaj vidimo v paketu, prvo peterko. To bi lahko bil film in da jih še enkrat počastimo z aplavzom, ker si to zaslužijo. Hvala. Slikajo.